Tokrat v občinskem informatorju. Mariborski mestni svetniki podpisali koalicijsko pogodbo. Ptujski svetniki tokrat o odlagališču Cerogajke in o usklajevanju proračuna za leto 2019. Pustni krofi, najslavnejša sladica kurentovanja. Občina Destrnik zadolžena do vratu. 4. poročni sejem v hotelu City. Lepo pozdravljeni. V mestni hiši Rotovž so predstavniki 12 svetniških skupin mestnega sveta Mestne občine Maribor podpisali koalicijsko pogodbo. K koaliciji niso pristopili svetniki liste Franca Kanglerja, liste župana Andreja Fištravca in SDS. Koalicijsko pogodbo so skupaj z listo Arsenovič za Maribor podpisali predstavniki SMC, liste kolesarjev in pešcev, Levice, gasilcev Maribora Neodvisna lista, Desusa, NSI-ja, liste mladih in stranke Mladih Zeleni Evrope. Predstavnika liste za pravičnost in razvoj in Melita Petelin sta po besedah župana Saše Arsenoviča bila zadržana. Sicer pa je s podpisom koalicijske pogodbe koalicija postala ena večjih, kar jih mariborska občina pozna. Kako dolgo bo zdržala in kako trdna je? Koalicija je velika, predvsem je zelo pisana, ker je veliko manjših strank in list, na kar smo po eni strani ponosni, ker je vedno bilo moje vodilo, da sodelujemo in povezujemo čim večje število deležnikov v političnem prostoru in verjamem, da imamo tako dober program in tako jasne skupne cilje, da bomo ampak uživali v delu skupaj. Čeprav vsebina koalicijskega sporazuma še ni dostopna javnosti, menda zaradi odsotnosti dveh podpisnikov so si po besedah župana zadali jasne cilje. Večjih sprememb ni, spremembe so bolj v smeri bolj jasno preciziranih datumov ali pa vsebin ali pa pojmovanj, ampak vsebina je enaka, kot je bila. Cilji so vse, kar sledi boljšemu mestnemu servisu in boljšemu počutju naših meščanov in realizacija vseh že začetih ali dobro pripravljenih projektov in tudi realizacija tistih projektov, ki so bili slabo pripravljeni in zdaj z mojimi novimi sodelavci trdo delamo noč in dan za to, da bi jih pripravili tako dobro, da bi dejansko lahko počrpali in bomo počrpali sredstva, ki so nam bila v razdelitvi med mestnimi občinami razdeljena. Čeprav je trajalo 2 meseca, da je do podpisa sploh prišlo, Arsenovič meni, da so zdaj za to dovolj trdni. Če smo čisto realni, smo 21. komaj začeli z mandatom, decembra, prazniki, zdaj so le počitnice. Nekaj časa je trajalo tole usklajevanje odborov, ampak v želji po boljši rešitvi smo malo bolj dolgo razmišljali in zdaj tudi naredili tako, da je to v redu za vse. Kaj pa so ob podpisu pogodbe povedali podpisniki? Pričakujem, da bomo lahko čim več zapisanih zavez koalicije, ki je v bistvu danes formalno nastala, lahko tudi uresničili. Čeprav je zavez ogromno in upam, da bo priložnost še en mandat dan podobni koaliciji, da Maribor res doseže tisti preboj, ki si ga vsi Mariborčani zelo, zelo želimo. Že ob snovanju smo zastavili skupaj z županom, da bi Maribor v naslednjih 4 letih postal bolj evropsko mesto, kot je bil do sedaj, mesto, v katerem se gradi, v katerem se lepše živi, v katerem imamo tudi boljšo knjižnico, v katerem bomo imeli tudi galerijo. Torej vse tisto, kar smo do sedaj pogrešali, skušamo v tem mandatu nastaviti za izvedbo ali za začetek. Zato, ker želimo tvorno sodelovati pri razvoju mesta in ker želimo vse svoje potenciale usmeriti v to, da se nekaj naredi na tem področju, kjer sami čutimo, da smo najbolj sposobni in znamo, kako bi se stvari morale razvijati. In zato smo se pridružili temu, ker čutimo, da je pač župan za svojo ekipo v tem trenutku sposoben, da lahko marsikaj realizira. Pričakujejo nekaj pasti med izvajanjem zadanih ciljev, bodo pa ob tem držali skupaj. Je zelo splošen dokument, 12 različnih, rečemo temu, skupin. In od tega zelo splošnega dokumenta je težko pričakovati zdaj konkretne usmeritve. Smo pa zato dorekli, da bomo imeli akcijski načrt, letni akcijski načrt, kjer bodo potem vsi cilji in pa ukrepi bolj konkretno definirani in pa vsakoletna evalvacija tega, kaj se je dejansko naredilo. Pogodba je opremljena tudi s posebnim členom, ki določa, da ne bodo javno nasprotovali koaliciji oziroma njeni politiki in sprejetih odločitvah.
Jaz mislim, da je s tem bilo mišljeno, da če smo se odločili, da bomo zadeve peljali skupaj, da bomo vse kritike izrekli za zaprtimi vrati za mizo, ni da bomo molčali. In tako kot zakonci ali pa kdorkoli drug, kot se je župan danes pošalil, da je poroka zaključena in izpeljana, da bomo se zmenili, dogovorili in v javnosti nastopili z enotnim stališčem, kar ne pomeni, da bi bila tu kršena kakršnakoli demokratična načela posameznih strank, posameznikov, individuumov, ampak mislim, da je prva pot skupni dogovor, potem pa nastop v javnosti z poenotenim odgovorom. Meni se to določilo zdi popolnoma samoumevno. Namreč, če smo pristopili v koalicijo, ena dostojna drža je, da se te koalicije držimo do konca. Zato, ker je to naša skupna zaveza, mislim, da je prav, da tu ne gre za kritike zaradi kritike, tu pač gre za izpolnjevanje skupnih ciljev in če nismo v stanju to skupno narediti, ne moremo kritizirati samo eno stran, ne pa tudi sebe. Govori o tem, da ne smemo javno nasprotovati usklajeni politiki, koalicijski, in s tem so se vsi strinjali in tega se bomo pač držali. Župan umirja, da je ta člen običajno prisoten pri podpisu pogodb tudi v podjetniških vodah. Ta člen je povsem normalen v poslovnem svetu, da pogodbene stranke nečesa, kar so skupaj se dogovorile, ne komentirajo drugače v javnosti, kot so se dogovorile. Naslednji korak pred mestnimi svetniki bo tako prvo branje proračuna, ki naj bi bilo na dnevnem redu prihodnje seje v sredini marca. V ponedeljek je na ptujski občini potekala tretja redna seja mestnega sveta, na kateri so svetniki razpravljali v kar 13 točkah na dnevnem redu. Med drugim je bilo govora o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine in o odlagališču Cerogajke. Osnutek proračuna za leto 2019 je medtem še vedno v usklajevanju. Le uro in pol trajajoča seja tokrat ni postregla z obširnejšimi razpravami, saj so svetniki večino gradiva potrjevali brez zapletov. Med drugim so potrdili osnutek odloka za znižani komunalni prispevek za mlade družine. Ta osnutek odloka predvideva olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka, zdaj ga imamo v enomesečni javni razpravi, pomeni, da bomo tudi zbirali potencialne predloge od zunaj, ga potem primerno dopolnili in seveda omogočili v naslednjem koraku mladim družinam mogoče malenkost lažji dostop do svoje novogradnje. V marcu bodo svetniki potrjevali odlok z dopolnjenimi spremembami, kar bo tudi podlaga za uvrstitev postavke v proračun za leto 2019. Svetniki so se tokrat najdlje zadržali pri točki, ki predvideva podaljšanje bonitet krajanom Spuhlje in četrtne skupnosti Jezero zaradi vpliva odlagališča Cerogajke. Te bonitete so z vloženim amandmajem podaljšali do konec meseca junija. Jaz v bistvu razumem to sprejetje amandmaja kot samo napotilo k temu, da resnično takoj odpremo razpravo in se pogovorimo z krajani o tem, kako in na kak način naprej peljati te pogodbene obveznosti, ki so še odprte. Dejstvo je, da odprta je Ormoška cesta, ki je v veliki meri odvisna od države in tudi od zahtev in pogajanj za civilno iniciativo, tako da tukaj se bomo morali vsi skupaj potruditi, da bomo uspešni pri tem in da bomo to izpeljali, ker če nam to ne uspe zaradi takšnih ali drugačnih interesov, potem ta pogodba ne bo nikoli realizirana. Županjo v aprilu čakajo sestanki z obema četrtnima skupnostima. So se pa nekateri svetniki izrekli proti podaljševanju bonitet oziroma proti širjenju območja, saj so omenjene bonitete po njihovem postavljene pred ostale četrtne skupnosti. Nihče ne nasprotuje odškodninam zaradi bližine temu odlagališču. Bolj jih nekatere moti to, da tudi tisti, ki so bolj oddaljeni in mogoče niso niti v neposredni bližini, niti tega ne občutijo tako, da so tudi upravičeni do tega brezplačnega odvoza smeti. Tako da to je tista ključna točka, o kateri se bomo morali pogovarjati. Zato še enkrat ta amandma je konec koncev dobrodošel, tudi zaradi tega, da pospešimo te pogovore in da te stvari odpremo in se končno o tem dogovorimo. Rešitev za Cerogajke bo potrebno najti, so se strinjali. Zaprtje odlagališča bi sicer pomenil dodaten strošek za občino. V tem trenutku še čakajo na dovoljenja, postopki na ravni države pa po besedah županje trajajo in jih težko pospešiš oziroma vplivaš na njih. Dejstvo pa je, da smo v prejšnjem mandatu sprejeli stališče in tudi sklepe, da gajke zaenkrat ostajajo odprte. Samo zapiranje gajk je ocenjeno na približno 4 do 5 milijonov, pri čemer je treba upoštevati pol, da smeti bomo pa kljub temu plačevali, ker bomo jih vozili nekam drugam. Zato je pač z tega vidika tudi racionalno potrebno malo čustva izklopiti, pa vso to
glave ohladiti in res trezno premisliti o tem, kaj nam kakšna stvar prinese, kaj pomeni in ker konec koncev vse to plačajo občanke in občani. Svetniki so na tokratni seji potrdili tudi dokumentacijo za ureditev površin za kolesarje, saj je trajnostna mobilnost ena izmed prioritet ptujske občine. Je pa ta DIP izjemno pomemben, ker smo tako nekako ujeli zadnji vlak, da smo dobili še ta evropska sredstva in na ta račun v proračunu prihranili tistih 100 000 evrov, ki jih zdaj potrebujemo za Evropsko prestolnico kulture, da bomo pripravili vse podlage. Tako da tu nam je uspelo nekako izravnati proračunska sredstva, ki bi jih drugače zelo, zelo težko našli. Pred ptujskimi mestnimi svetniki je tako potrjevanje proračuna, ki ga še vedno usklajujejo. 8. marec je datum, ko bodo svetniki uskladili in vključili še mogoče predloge v končni izgled proračuna za leto 2019, tega pa naj bi sprejemali na seji 25. marca. Slasten posladek, okrogle oblike, polnjen z marelično marmelado in posipan s sladkorjem. O čem govorim? Ja, seveda o krofu, ki velja za pravo pustno specialiteto. In v ptujskih pekarnah jih v pustnem času na uro scfrajo celo več kot 1000. Naša ekipa je v zgodnjih jutranjih urah obiskala proizvodnjo. Ali so jih tudi poskusili, pa poglejmo. Imate radi sveže ptujske krofe? Pridite z mano v Pekarne Ptuj. Vse se začne z mešanjem osnovnih sestavin v mešalnici. Tukaj se torej zamesi testo za krofe in se proizvodnja začne. Se proizvodnja začne, ja. To je mešalec, ki pride dosti prej, skoraj 1 uro prej mora priti, da pripravi sve sestavine, da se malo testo da se počiva, da lahko pol gre na linijo in se začne oblikovanje. Se sprašujete, kakšna količina testa je potrebna za 1400 krofov? 65 kg moke, 16 litrov vode, 10 litrov jajc, pa 8 litrov olja. Masa je v stroju in tukaj se pot do slastnega krofa nadaljuje. Ja, sigurno to pride iz tega stroja, potem jih mi na te plate nalagamo, gre v shajalne komore in kasneje do peči. Vzhajalna komora je ogreta na 37 stopinj in ima primerno vlažnost. Od tod pa krofi potujejo v hladilno komoro. Da nastane lepo malo skorja in po nekaj času pa pol damo ven in se gre na cvrtje. Tako pripravljeni surovi krofi pa potujejo v vroče olje. Cvrtje poteka tudi vse avtomatsko. Imamo fritezo, na približno 1300 krofov se na to fritezo naredi na uro. Vse postopek je celotni od samega cvrtja do dopolnjenja z marmelado. V pustnem času v Pekarnah Ptuj uporabijo na tone sestavin za krofe. Proizvodnja pa poteka kar 24 ur dnevno. Izmene so 12-urne, pa 12-urne, 24 ur se pečejo v času pusta pri nas v Pekarni Krofi. Letošnja številka bo po pričakovanjih presegla 500 000 ocvrtih krofov v pustnem času. Ocvrt in z marmelado napolnjen krof pa je potrebno le še posuti sladkorjem in že je pripravljen za sladokusce. Tu ste pri krofih, sladko je, dobro je, se je težko upreti? Mi smo že tako vsak dan v to, da več ne jemo tega več. Za razliko od zaposlenih pa jih vsako jutro sveže komaj čakajo kupci, v katere že v jutranjih urah pričaka prijazno osebje. Dober dan, kako gre kaj danes prodaja krofov? Nas zanima, a so že kupci tukaj? Seveda so že od jutranjih ur, po 6 uri že vsi pridajo. Danes ste prišli po krofe, imate radi krofe? Zelo radi imamo, samo mi imamo to, saj jih jaz doma pečem, samo slučajno pa bomo še nekaj obisk pa. Ne zajtrk je že bil, to je samo priboljšek zajtrka. Imate radi krofe drugače? Ja, tudi zelo. Jih v tem času dosti pojeste? Več kot običajno. Velika škatla krofov tudi za BKTV. Jaz sicer krofov ne maram, bo pa zagotovo zelo vesela naša ekipa. Župan občine Destrnik Franc Pukšič je sklical tiskovno konferenco, na kateri je pojasnil, kaj se je na občini dogajalo v zadnjih 4 letih. Po njegovih besedah mu je njegov predhodnik Vladimir Vindiš občino pustil v tako slabem stanju, da jo danes rešujejo podobno kot utopljenca, ki je bil kar nekaj minut pod vodo. Revizija je pokazala, da je nekdanji župan Vindiš občino zadolžil za več milijonov evrov, pri čemer je razlog po Pukšičevih besedah zgolj politični prestiž. V zadnjih 4 letih so občino Destrnik zadolžili na daljši rok za cele 3 milijone evrov. 1 260 je bilo najetega kredita,
800 000 evrov energetska investicija in 870 000 evrov sodna poravnava. Bom seveda o vsakem nekoliko več spregovoril. Vse to se je pravzaprav dogajalo več ali manj zaradi političnega prestiža, ki pa ga sedaj občanke in občane občine Destrnik bomo plačevali naslednjih 10 let. Skoraj milijon dolga je občini prinesla sodna poravnava s podjetjem M-Grad, saj nekdanji župan Vindiš ni upošteval predpogodbe, ki jo je s podjetjem sklenil njegov predhodnik Franc Pukšič. Dejstvo je, da bi takrat lahko po predpogodbi prostore kupili po 1400 evrov, da je Vladimir Vindiš se spogajal z M-Gradom takrat tudi za nekoliko nižjo ceno, kar je bilo za 1300 evrov, kasneje od Lipe kupil v bistvu za isti denar oziroma nekoliko više, kot se je spogajal že leta 2013, vendar bistveno manj kvadrature. Danes, ko prištejemo poravnavo, odvetniške stroške, pa so prostori, v katerih je danes občina, 3300 evrov. Ampak pravzaprav težava se je začela, ker predpogodbe ni upošteval prejšnji župan gospod Vindiš. Osnova je, ker ni upošteval predpogodbe, čeprav so mu tudi že takrat odvetniki svetovali, da je pač predpogodbo potrebno upoštevati v obeh primerih, ali je veljavna in v drugem primeru, ali bi bila predpogodba razveljavljena. Predpogodba nikoli nikdar do danes ni bila razveljavljena, to pomeni pravni temelj je ostal, tako da nam sedaj seveda ni druga preostalo, kot da se spogajamo o višini in o obrestih. M-Grad je predlagal 1 600 000, mi smo ponudili 800 000, na koncu smo se spogajali na 870 000 evrih. V zadnjih 4 letih je neplačevanje določenih obveznosti občino dodatno zadolžilo za 330 000 evrov. Od tega, da ni plačeval prevoze otrok v šolo, da ni plačeval domove, da ni plačal gasilskega avta, da ni plačal investicije osnovne šole Ljudevita Pivka in seveda še polno nekih drugih zadev, je slika toliko bolj katastrofalna. Zato sem rekel, da v bistvu nekoč občina Destrnik v razcvetu, na vrhu hriba, danes pa na najnižji točki Slovenskega morja potopljena. Občina tako ni več odvisna sama od sebe. Od evropskih sredstev, znajdljivosti in seveda državnega proračuna, pa seveda odvisni smo od tega, ali bi nam uspelo pripeljati določene tuje investitorje, torej privatne investicije v občino, dobiti koncesijo za dom za starejše, tako bi potem šli v prodajo zemljišča v zasadi za dom za starejše, prodajo zemljišča za gradnjo stanovanj in seveda v roku 2 let prostorsko predeliti tudi obrtno cono, prodajo tudi tega zemljišča. Občini na roko ne gre niti energetska sanacija osnovne šole, ki tudi spada v znesek zadolženosti, saj je župan Pukšič po pregledu pozitivnosti bilanc za celotno lansko leto ugotovil 560 evrov prihranka, pri čemer občina za odplačilo te investicije letno nameni 40 000 evrov. Poročni sejem v Mariboru je postal že utečena praksa, letos so ga izvedli že 4. Predstavljalo se je okrog 30 ponudnikov raznovrstnih storitev, ki zagotavljajo nepozaben dan, ko izrečete usodni da. Na sejmu ste lahko našli vse potrebno za svoj sanjski dan. Prstani, obleke, dodatki, vse, kar rabite za organizacijo dne, ko si par izreče usodni da. Pari želijo na sejmih nekako prihraniti kakšen evro, tako da so zlatarji res pripravili kar lepe popuste, saj so poročni prstani znižani na sejmu do 20%, kar znese v bistvu lahko že kar 400-500 evrov na bolj, bom rekla, bogatih prstanih. Sicer lahko pa velik znesek prihranijo tudi pri nakupu poročnih oblačil, tako ženske obleke kot moške, saj so res cene zelo znižane tudi do 80%. Z obiskom so bili zadovoljni tako obiskovalci kot razstavljalci. Mi smo zelo zadovoljni z obiskom, kot sem že omenila, je res ogromno parov, bilo je razdeljeno več kot 700 vstopnic.
že pred februarjem in potem sedaj v zadnjem tednu so tudi v bistvu precej povpraševali, mislili so, da so vstopnice razprodane, bile so seveda brezplačne, ampak so bili potem obveščeni, da jih lahko še dobijo, tako da smo vstopnice pošiljali pravzaprav do zadnjega dne. Zaenkrat ne iščemo nič določenega, tako da malo bolj firpcamo, no. Zelo zadovoljna. Ja, lepo, prijazni, ampak jaz moram pohiteti zdaj, ker še imam malo časa za provat obleko. Iščete kaj posebnega? Ja, trenutno bolj prstane, no. Vse ostalo je že več ali manj urejeno. No. Prstane, ja. Prstane? Pa mogoče še kakšne mehne stvari, tako da, odvisno. Kakšne dodatke na porok, kakšna darilca ali pa kaj. Pa še pogledati za mene za obleko, ker ona že ima, jaz pa še nimam. Kaj iščete? Nič posebnega. Lokacije vse drugače bolj kot ne, nijamo še v planu neke poroke. Mislim, mogoče čez kako leto ali dve najkasneje, ampak drugače pa gledamo malo prostor, pa vse, kar se pač ponuja tle. Pari pri organizaciji svoje poroke dajo največji poudarek na oblačila, vsaj po izkušnjah Vidergarjeve. Nevesta si nekako začne izbirati obleko že kakšno leto pred dogodkom, tako da smo opazili tudi veliko nevest, ki imajo poroko 2020, torej te prve neveste za pravzaprav prihodnje leto že imajo obleko. Zdaj ostalo bi pa mogoče omenila iskanje lokacije. Vemo, da v bistvu lokacije so precej zasedene, tako da pač pari že so informirani in se zavedajo, da morajo lokacijo za 2020 praktično rezervirati že v letošnjem letu. Opažajo velik porast porok oziroma mladoporočencev, znesek, ki pa ga bodoči mladoporočenci namenijo za poroko, je celo nekoliko višji kot v lanski sezoni. Z obiskom teh sejmov pari lahko najdejo tudi kvalitetne storitve oziroma ponudbe. Fotografija je večna, oziroma to so vedeli ljudje pred nami, današnja generacija mogoče to pozablja, ker jo nadomeščajo video ali pa jo izpodriva, nažalost na nek način, ampak fotografija ostane za 2-3 generacije sigurno in zaradi tega mislim, da je pomembno, da imata mladoporočenca iz njune poroke lepe fotografije. Veliko krat oklevajo med fotografi in video, pa pravijo, se zadostuje samo fotografija, pa vendarle ne vemo, da je fotografija statična oblika zapisa iz res lepega dne, kajti konec koncev je poročni dan tisti, ki jim mora na nek način ostati v spominu in da bo res v celoti zajet in objet z tistimi spomini, zagotovo tukaj zraven enako pomemben tudi video. Vemo, da je video zapis dinamičen, prikaže tisto, kar se dejansko zares zgodi in dogodi med dvema, pa tudi ostalimi, ki jih imajo povabljene na poroke. Veliko je bilo ponudnikov zlatnine, ki pravijo, da jim je v izziv, ko pari nimajo točno izdelane ideje o obliki prstana. To imamo pa mi najraje, da mladoporočenci to rečejo, ker mi vse sami delamo in lahko čisto naredimo karkoli si oni dva pa zaželita. Zato sem specialist, ker tukaj imam pa ravno predstavljenih toliko različnih trendov in toliko različnih modelov, da se da zbrati in potem lahko ugotovijo hitro, kaj jim je všeč. Tako. Kakšni so pravzaprav trendi v zadnjih letih, kaj vi opažate? Trenutno gre vse bolj na ozke prstane in ženski, da so čim bolj posuti z kamni, ali so to briljanti ali so cirkoni, odvisno od kupne moči. Na letošnjem sejmu porok se je v Mariboru predstavilo več kot 30 regijskih ponudnikov. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v našem kraju. Ta četrtek, 28. februarja, bo v Kulturnem domu Hoče potekala prireditev Izbor najšportnika in športnice občine Hoče - Slivnica. Še jutri, torej v četrtek 28. februarja, se na Ptuju pred mestno hišo v okviru kurentovanja predstavljajo tradicionalni pustni liki, tokrat kopljaši, vile, piceki, medvedi in kurenti. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj pa jutri ob 17. pripravljajo pustno pravljico in maškarado. Da zaključimo še z opozorilom Uprave za zaščito in reševanje. Od 25. februarja je namreč razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V času razglašene velike požarnosti v naravnem okolju je poleg požiganja in odmetavanja gorečih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti ali požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih.
Upoštevajte ta navodila. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih mbreport.si in lokalec.si. Imejte lep večer in ne pozabite ob 20. na oddajo Skorentovanja na BKTV. Nasvidenje.